Cirkus je začel leta 2004 kot duo, ker smo z Alešem začela v varianti samplanja, jaz počel kot kitarist zraven in ven iz tega je se potem še Uroš pridružil kot bobnar in potem smo kot sam trio delovali tam nekje do 2007, potem pa še zraven je še prišla projekcija, pa potem smo še 3 člane zraven dobili, torej še enega bobnarja, pa potem še kitarista in še enega klaviaturista. Tako da v bistvu je Cirkus, odkar je začel delati, je v bistvu ful zrastel in če gledamo kot samo število članov in tudi po sami glasbi. Hoteli smo dejansko združiti par žanrov, kateri niso bili nekako združljivi, ali po muziki, ki jo delamo, se enostavno vidi. Pa tudi oder, sam kako izgleda, ko nastopamo, je tak, drugačen enostavno. Kot sem začel delati koncerte, jaz sem bil star 16 let, ko sem naredil prvi koncert, to je bilo v Slovenj Gradcu, v NKC-u. Tam sem predvsem delal to samo hardcore, punk rock, ska sceno in že tam recimo se mi je zdelo, ok, čakaj malo, zdaj pa so prišli neki bendi, ko pa neki pomeni, ampak to so dejansko čisti mali garažni bendi, ampak cajtom potem se je pa ta Koroški mladinski kulturni center Kompleks, ko se je odprl ponovno, leta 2007, pa sem potem začel tam v organizaciji delati in tam sem pa že imel pogoje za delo. Pa je bilo recimo na Koroškem par takih bendov, ko jih Koroška ziher ne bi videla. To so pa, zdaj bom tako rekel, neki bendi kot so UK Subs, Doggy Dog, Lajbahi, v nekem takem malem prostoru. Dejansko dobil si en bend, kateri je igral po svetovno znanih festivalih, ko je razprodajal ne vem kako velike dvorane in potem jih pa lahko vidiš tudi v nekem takem malem okolišu. Zdaj potem, ko sem prišel v Maribor, so se mi pa tule še potem neke druge variante odprle, ki jih zdaj delam pri Indian Undergroundu, kar pa tudi smo tudi povezani z samim Štukom, pa z MC Pekarna in delamo res koncerte, kateri so zdaj res lahko rečem že major eventi dejansko v Sloveniji. Nam smo res že naredili par takih bendov, ko so enostavno veliki. Sem bil star 15 let, sem šel na audicijo na Radio Alfa v Slovenj Gradcu, čisto čutil sem, da je neka audicija, zdaj pa sem rekel, grem, da vidim. Jaz sem upal, da bi bil tehnik oziroma glasbeni spremljevalec, ker sama muzika me je bolj veselila, ko pa da bi nek moderator bil na radiju. In tam sem začel, potem celo srednjo šolo sem tam delal, potem ko sem prišel pa v Maribor, pa valjda alternativa me je bolj privlačila, ko pa čisti mainstream. In sem šel na Radio Marš in tam sem potem začel kot tehnik, sem potem začel pisati recenzije, zbirati muziko, potem sem še na koncu delal to, kar sem še delal, je bila dejansko samo tehnika za oddajo od Brana Trončela. Med tem časom pa sem se že potem povezal z Radiem SI, kjer sem pa tudi danes, zdaj bo že mislim, da 4 leta, odkar sem tam in to mi je zdaj nekako, kar se samega radija tiče, da sem tule. Recimo tule na samem Štuku se tudi neka iztočnica mi itak bila, da sem se malo povezal v samo tonsko tehniko, ker tudi to me zelo veseli. In ko človek preživi nekaj cajta tule, da na Štuk hodi, pa se malo spoznava s temi ljudmi, kateri tule delajo, sem potem začel se v samo tonsko tehniko tudi malo spuščati. Zdaj recimo lansko leto sem delal kar na nekih parih eventih tule okolo kot odrski oziroma stage hand oziroma odrski pomočnik, ali pa tudi kot stage manager na nekaterih eventih. Zdaj to so bili eventi, kot so Piše se leto, Lampiončki, Festival Lent, recimo Mladin Oder. V bistvu, absolvent sem že, zdaj ne moram reči, da nisem kaj naredil v življenju od samega faksa, ampak gre se za veliko usklajevanje, predvsem pa gre se za eno volo, katero imam. Zdaj, če ne bi jaz imel muzike toliko rad, kolikor jo imam, jaz tega ziher ne bi delal.
na tak način, da pač nam je bilo veliko recimo odrekanja in na faksu in na drugih stvari, pač gre se za neko balansiranje vsega. Pač v osnovi sem tak, da pač grizem, da hočem iti dalje, da pač enostavno jaz ne maram tiste neke pasivnosti pa takih stvari. Zdaj, če bi pač bil nek pasivc, bi pač bil tako en pač navaden, recimo študent tule, pa bi pač mogoče bi mi uspelo nekaj diplomirati, ampak čim, ko sem v toliko stvari povezan, toliko stvari delam naenkrat, pa tudi se da enostavno. Pač gre se za stvar organizacije, pa gre se za stvar tiste pristnosti, katero pač ima človek, da pač da je pri muziki, v mojem primeru, pa da pač enostavno delaš in uživaš v tem, kar delaš, kar pa je danes ena izmed najbolj pomembnih stvari, če me nekaj vprašaš, kar se samega posla, bilo kaj tiče, da pač da ti je užitek.